Tokrat v občinskem informatorju. Srednji bazen v kopališču Pristan do nadaljnjega ostaja zaprt. Svet zavoda Cezam Ruše in direktor zavoda proti predlogu županje o razrešitvi direktorja. Na informativne dneve po informacije za lažji vpis. V Selnici ob Dravi odprli stalno razstavo Lojzeta Šušmelja. To soboto na Ptuju 15. obarjada, 120 let športnega kluba Branik. V Hočah predstavili roman Slepec. Lepo pozdravljeni. Pri obnovi srednjega bazena v kopališču Pristan se težave kar vrstijo. Lani decembra so ga napolnili z vodo in ugotovili, da ne tesni, nato pa sta se na stenah objekta nabirali še vlaga in plesen, saj prezračevanje ni delovalo. Zdaj ugotavljajo nove nepravilnosti pri sanaciji, v katero je bilo vloženega približno 1,4 milijona evrov. Obstaja namreč možnost, da bodo pri reviziji ugotovili, da bazen sploh ne bo mehansko ustrezal. Po ugotovitvah mariborske občine je pri prenovi srednjega bazena v Pristanu šlo veliko stvari narobe. Tako je zaradi težav, ki so se pokazale že konec prejšnjega leta in v začetku letošnjega, mariborska občina 22. januarja zahtevala umik vloge za izdajo uporabnega dovoljenja. Najprej morajo namreč odpraviti nepravilnosti. Med drugim so ugotovili, da nekatere mehanske napake niso bile ustrezno sanirane, temveč le zakrite. Iz razpoložljive dokumentacije ni razviden postopek sanacije in nadomestilo 30% korodirane armature. Ni prezračevanja. Za zagotavljanje ustreznega zdravstvenega varstva ljudi mora biti urejeno prezračevanje, kar se tiče srednjega bazena. Stene plesnijo in kondenzirajo. To je stena ob srednjem bazenu prenovljena. Galerija ob srednjem bazenu, novo opleskane stene, se vidi že plesen in kondens na stikih s stebri, garderobe, kondens. Zunanji stebri zahtevajo sanacijo in preveritev stabilnosti. Ni ustrezne preveritve statične stabilnosti strehe za postavitev klimatov v sklopu energetske sanacije objekta, ki jo predvidevamo v bodoče. Streha pušča, to tudi zapiše izvajalec v gradbeni dnevnik, ukrepa ni, nadaljuje se z dokončanjem del na stropu. Ravna streha je puščala, nad njo je bila izvedena nova pločevinasta streha, ki je v celoti preluknjena. Pločevinasto streho so še dodatno obremenili s fotovoltaiko s pogodbo do leta 2046. Naročili so recenzijo v projektu glede na vse pomanjkljivosti, ki so jih ugotovili. Če bo recenzent ugotovil statično stabilnost bazena in da ga je mogoče izvesti vodotesno z ustreznim sistemskim postopkom sanacije, bodo k sanaciji pristopili. Ukolikor pa se ugotovi, da je objekt varen in stabilen, bodo nadaljevali s projektom po 4 sklopih, za kar je predvidenih 7 mesecev obnovitvenih del. Srednji bazen bo v tem času zaprt. Vsi preostali 3 bazeni trenutno nemoteno obratujejo, tako olimpijski kot mali bazen in pa čofotalnik. Najbolj smo se veselili predvsem zaradi rekreativnih plavalcev otvoritve tega srednjega bazena, vendar se nam žal v letu 2019 ni šlo. Največji problem glede na situacijo, v kateri smo, gre tukaj za cirka 100 000 evrov izpada na letnem nivoju. Porabljenih je bilo veliko sredstev, zato bo potrebno prevzeti odgovornost. Kot pravi mariborski podžupan, del odgovornosti nosi tudi občina. Definitivno je odgovornost tudi na naši strani. Mi bi lahko takrat zadevo investicijsko ustavili in bi začeli takrat delati recenzije projektne dokumentacije in analize pristopa. Če bi danes vedel, da bo temu tako, bi takrat tudi tako ravnali, ker pa so bili veliki pritiski tudi za rezultati športnih objektov Maribor na izpad dohodka in tudi želje, da se to čim prej zagotovi. Nam je bilo pač zagotovljeno, da so projekti pripravljeni, ustrezni, da je razpis v redu in smo pač želeli res čim prej to zagotoviti. Tako bi rekel, vsako zadevo seveda smo dolžni pregledovati, zasledoval se je cilj čim prejšnjega odprtja in dobili smo zagotovitve, da je investicija pravilno zastavljena. Lahko samo ugotovim, da najverjetneje strokovno ni bila. Sicer pa se poraja vprašanje, zakaj se k projektu ni že v začetku pristopilo celostno, saj je bilo govora o prenovi celotnega bazena, zdaj pa so končali le z obnovo oziroma prenovo srednjega bazena. Bila je narejena ocena, kaj je treba dejansko v Pristanu vse narediti. Ta zadeva je presegala, mislim, da 2 milijona evrov
kasneje so začela dela z 300 000 evri predvidenih vložkov, kar je pa po mojem strokovnem mnenju rekel nepravilno, kajti najprej moraš izdelati analize, ne? Vse kar nekaj analiz je bilo narejenih in potem na osnovi tega izdelati koncept, kako se boš tega lotil. Seveda najprej se začne pri konstrukcijskih elementih, kot vidite, pa zadeva ni šla v tej smeri, se pravi, gre za izjemno zahteven tehnološko-inženjersko-gradbeni kompleks, ne, kjer ni prevladujoča arhitektura, ampak dejansko zagotovitev mehanske odpornosti in stabilnosti. Kot je gospa Racki povedala, je prej vodotesnost bazena zagotavljala aluminijasta školjka, ki je bila vstavljena v nosilno armirano betonsko konstrukcijo, ki je bila pa, se pravi, ta školjka je pa za robom je zadeva zamakala tudi v betonsko konstrukcijo, zato je prišlo do korozije armature, ki pa je v prisotnosti klora še toliko bolj podvržena. No, in kot je kasneje gospa Racki ugotovila, ni nikjer bilo dokazov, da se je pa ta nosilna konstrukcija, ki je bila močno korodirana, s čem nadomestila. Se pravi, vsi ti načrti dejansko manjkajo. Take zaključke, kot smo jih do zdaj lahko sprejeli, je seveda, da ni šlo za ustrezno sanacijo tega bazena. Tudi, če pogledamo, prej je bila aluminijasta školjka, zdaj imamo premaz in keramiko, se pravi, se je tudi del vodotesnosti, kajti beton je podvržen deformacijam in tudi razpokam, se je zadeva prenesla na nosilno konstrukcijo in seveda zdaj je prišlo tudi do puščanja bazena. Vsa nadaljnja dela so tako ustavljena, občina pa bo zdaj počakala na rezultate analize celotne investicije. Srednji bazen, ki je sicer zaprt že od leta 2014, bo tako ostal zaprt še vsaj 7 mesecev. Potem, ko svet zavoda Cezam Ruše na svoji izredni seji ni sledil predlogu županje Urške Repolusk, da poda nezaupnico direktorju Cezama Tomiju Prosniku, županja ne želi pojasniti svojega predloga pred kamerami. Je pa delovanje zavoda in svoje utemeljitve o zadnjem letu komunikacije in o postopkih, ki tečejo, danes predstavil direktor zavoda. Poglejmo prispevek. Potem, ko svet zavoda Cezam Ruše ni sledil predlogu županje Urške Repolusk in direktorju ni dal nezaupnice, smo se obrnili na županjo, da bi nam pred kamero pojasnila svoje argumente za predlog razrešitve, a tega ona ni želela narediti. Z urada smo dobili odgovor, da izjave ne bo in da je na spletni strani občine njena uradna izjava. Sta pa bila za boljšo komunikacijo in podajanje informacij pripravljena direktor Cezama in predsednik sveta zavoda. Ta nam je razložil, kako so glasovali na izredni seji. Sestali smo se na drugi izredni seji prejšnji teden v petek, kjer smo podali predhodno mnenje glede razrešitve direktorja. Torej glasovanje na to točko oziroma tem sklepom je bilo 2-2, kjer je odločil glas predsednika. Več informacij pa je danes na novinarski konferenci povedal direktor Cezama, med drugim o revizijskem poročilu. Nekatere ugotovitve revizije so smiselne, nekatere pa so zelo nestrokovno pripravljene in tudi niso utemeljene, argumentirane in pa dokazane. Predvsem, kar se tiče, bom rekel, teže nekih nepravilnosti, ki se tam pojavljajo v kontekstu ukrepa razreševanja direktorja. To je bistveno, da te ugotovitve tam, ki so, nimajo take teže, da tiste, ki bi imele takšno težo, smo jih ovrgli in če bi se in županja in strokovne službe in pa revizija dovolj dobro poglobili v našo poslovanje in argumentacijo, ki smo mi v vseh poročilih, v mojem odgovoru, v vseh predlogih, ki smo jih dali, upoštevali, potem jaz mislim, da do takih zaključkov ne bi mogli priti, nikakor ne. Spregovoril je tudi o starih terjatvah iz časov, ko so bili na direktorskem stolčku prejšnji direktorji. Te terjatve, sem rekel, so že stare. Ne? Oškodovanje, kar se tiče sendvičev, je bilo iz leta 2009 do 2012 tukaj. Tu je zmanjkalo 56 000 evrov po mnenju sodnega izvedenca, 25 000 evrov je ostalo v terjatvah zaradi brisanih sendvičev, ki so bili nabavljeni in pa neprodani. Zaradi tega je moral zavod takrat samo prijavo na FURS narediti, ker od tega je bilo treba davek plačati, drugače bi še kazen dobili. In na tak način je tudi prišla terjatev v knjige zavoda. In potem se je to vleklo, zaradi tega, ker pa gre za kazniva dejanja, 10-letni zastaralni rok, še vedno nismo mimo tega. Se pravi, mi še vedno upamo in smo tudi speljali postopke za to, da bomo enkrat nekoga lahko poklicali na odgovornost in po možnosti tudi kako odškodnino iz tega iztržili. Zato ravno, da zaščitimo premoženje zavoda. Isto je za to drugo terjatvijo, kjer je v bistvu bil en najemnik prostora, v katerem pa smo mi bili samo upravljalec. Najemnik je bila občina Ruše, najemodajalec, najemnik je bil eno društvo, mi smo bili pa upravljalec, ker pač imamo pogodbo o upravljanju in drugače tega ni šlo narediti in mi smo v bistvu samo obračunavali stroške,
in pa najemnino, kjer je potem pač prišlo do tega dolga, za katere pa imamo veljaven sklep sodišča za izterjavo in bomo tudi ga izvedli in do tega premoženja prišli nazaj. Je pa res, da te postopki včasih malo dalj časa trajajo. Pojasnil pa je tudi, kaj bo storil, če bo kljub po njegovih besedah napačno predstavljenih dejstev prišlo do njegove razrešitve. V primeru razrešitve jaz sem že napovedal, to sem tudi že pisno podal in županji, tudi mislim, da zdaj že vsi nekako vemo, jaz bom sodno varstvo zahteval, ravno zaradi vseh teh navedb, ki jih imam, zaradi tega, ker še enkrat trdim, da gre tukaj pač za politični proces, da tukaj res ene lepe stvari delamo, da pač bom rekel tako, glede na modus operandi določenih ljudi, ki se zdaj spet v lokalni politiki pojavljajo, tudi obstaja veliko tveganje, da te zadeve ne bojo na tak način tukaj letele naprej, da nobene rešitve še noben do zdaj ni slišal, ne predsednik sveta zavoda, ne jaz, o tem, kdo naj bi bil naslednik, kaj je v bistvu tisti predlog, kaj bi se zgodilo s tem, tudi če jaz grem, če res ne najdemo nekega skupnega jezika, ampak jaz vseeno mislim, tukaj moramo osebne zamere in pa politiko dati na stran, tukaj gre za zelo resne stvari, tukaj gre za zgodovino enega kraja, za zdravje, dobrobitje naših otrok in pa vseh, ki v bistvu nas tukaj obiskujejo in jaz tega ne bom dovolil, čisto enostavno. Kakšna bo končna odločitev, pa bo na koncu odločil občinski svet. Ali se bodo držali svojega sklepa 7. seje ali pa bodo na kateri od naslednjih sej odločili drugače, bomo še videli. Vse fakultete Univerze v Mariboru bodo v petek 14. februarja ter v soboto 15. organizirale informativne dneve, na katerih se bodo kandidati lahko podrobneje seznanili z vpisnimi pogoji, možnostmi in pogoji študija ter z drugimi informacijami, ki so pomembne za odločitev o študiju. Fakultete Univerze v Mariboru bodo v času informativnih dni izvedle predstavitve svojih študijskih programov, smeri na teh programih, predstavile bodo študijski proces ter omogočile ogled svojih prostorov. Na posameznih fakultetah bodo organizirali tudi druge zanimive aktivnosti, kot so predstavitve raziskovalnega dela in različnih projektov študentov, praktičen prikaz poklicev ter druge zanimivosti. V bistvu v prvi meri, za katero univerzo se odločiti, fakulteto in pa na koncu tudi za študijski program. In ravno zaradi tega je zelo pomembno, da se študenti že na informativne dneve tudi malo pripravijo, da imajo pripravljena kakšna vprašanja, da v bistvu lahko v največji možni meri tudi ta dan, ko obiščejo fakulteto, izkoristijo. Torej, na Univerzi v Mariboru bodo aktivnosti ob informativnih dnevih potekale na vseh fakultetah članicah, tudi na dislociranih enotah, ki so v bistvu tudi ena prednost Mariborske univerze, zaradi tega, ker so določene fakultete vpete v lokalno okolje, da se lahko povežejo z gospodarstvom, kot so na primer dislocirane enote v Krškem, v Brežicah, Velenje, potem tudi v Kranju. V petek 14. februarja bodo za bodoče stanovalce vrata odprli tudi študentski domovi, sicer pa je za letos razpisanih nekaj več vpisnih mest na medicinski fakulteti. V letošnjem letu bi poudaril, da smo povečali število vpisnih mest na študijskem programu Splošna medicina in sicer za 20 vpisnih mest, kar je največje povečanje števila vpisnih mest za študij medicine v Sloveniji. S tem smo kot univerza v bistvu odgovorno pristopili ali se odzvali na prepoznan družbeni problem pomanjkanja tovrstnega kadra in se odločili za takšno povečanje, kljub temu, da nismo dobili dodatnih finančnih sredstev za leto 2020, prav tako pa se še dogovarjamo, kako zagotoviti ta sredstva v prihodnjem letu. Ne glede na to, razumemo potrebe in skušamo narediti vse, kar je v naši moči, da se na to ustrezno odzovemo. Prav tako smo uspeli akreditirati, kot veste, študijski program Dentalna medicina in storili smo vse, kar je bilo v naši moči, da bi skupaj z ministrstvom in tudi Vlado Republike Slovenije zagotovili dodatna sredstva. Brez teh žal študijskega programa ne moremo razpisati, ker gre za zelo zahteven študijski program in trudimo se še zmeraj, da bi nam to uspelo, trenutno pa še nimamo uradnega odgovora o končni odločitvi. V študij se lahko pišete med 12. februarjem in 18. marcem, kandidati pa morate v tem času oddati elektronsko prijavo, ki jo oddate na portalu EVŠ. Tudi letos velja, da mora biti prijava e-podpisana. Ob tem so uvedli novost. Tako imenovani AAI račun, to je Arnesov račun, ki ga dijaki na srednjih šolah lahko dobijo kar na srednji šoli, se pravi digitalno potrdilo je bolj treba iti na upravno noto, potrebno je dati vlogo.
In dostikrat je določen ali dijak ali kandidat rekel, to je predolgi postopek, raje še dam kar z uporabniškim imenom in geslom. Zato smo imeli približno 1/3 prijav takšnih, ki so bile, samo 1/3 prijav, ki so bile danes z digitalnim potrdilom. No, z letošnjim letom, ko uvajamo ta AAI račun od Arnesa, računamo na to, da tega že dijaki več ali manj seveda imajo, če ga nimajo, se ga dobijo na srednji šoli. In ta AAI račun bo nekako nadomestil to digitalno potrdilo, kar pomeni, da bo kandidat elektronsko dal prijavo z tem AAI računom in jo tudi elektronsko podpisal. Se pravi, pisne prijave ne bo potrebne. Vse informacije o poteku informativnih dni na Univerzi v Mariboru in njenih članicah pa so sicer na voljo tudi na spletni strani moja.um.si. V ateljeju Lojzeta Šušmelja Hrama kulture Arnolda Tovornika v Selnici ob Dravi so odprli stalno razstavo tega umetnika, ki ga drugi umetniki uvrščajo med tiste, ki so zaznamovali razvoj grafike v tem delu Slovenije. Razstava bo odprta do 22. februarja. Namen projekta je ohranjanje kulturne dediščine velikega in pomembnega avtorja, ki je svoje najbolj ustvarjalno obdobje preživel ravno v Selnici ob Dravi. Jaz sem seveda izjemno vesel, da se je ta razstava zgodila, namreč pred dobrim letom je večina teh grafik Lojzeta Šušmelja bila v moji lasti oziroma v zbirki moje galerije in seveda sem z velikim veseljem ponudil te grafike in risbe Oto oziroma v razstavišču Lojzeta Šušmelja v Selnici, ker se mi zdi, da če se že imenuje po njem to razstavišče, da seveda je lepo, da imajo čim več njegovih del. Je pa njegovih del izjemno malo ohranjenih. To, kar pa je bilo pridobljeno preko moje galerije, pa je bilo kupljeno v zapuščini Mariboru gospoda, ki je bil v neposrednem kontaktu pred vojno z Lojzetom Šušmeljem in je na tak način to bilo v tej zbirki ohranjeno. Šušmelj je bil eden tistih, ki je tlakoval pod umetnikom Selnice ob Dravi in širšega območja. Bil je tudi ta, ki je vzdrževal ljubezen do svoje domovine in do svojega okolja. Ta likovni salon pa pravzaprav v tej svoji osnovi stalne zbirke daje neko obvezo in neko možnost raziskovanja ne samo Šušmelja kot avtorja, ampak likovne produkcije nasploh. In glede na to, da izvajamo razstave, je postal ta likovni salon tudi z vašo pomočjo kar odmeven in mislim, da bo slej ko prej želja vseh avtorjev, ki delujejo nekako na tem širšem področju, da so tudi sestavni del tega likovnega salona. Zato je tudi ta stalna zbirka živa. Vesel sem, da smo pridobili tudi avtorje, kot sta Bertolt, upam, da ste jih tudi posneli, in Unkovič, tako da se dopolnjuje in naša prva skromna želja je, da poskušamo ustvariti najprej zbirko poleg Šušmeljevih del tudi zbirko grafik oziroma likovnih del na papirju, tako da bomo lahko delali tudi izbor in vsebinske razstave. Umetnika opisujejo kot enega bolj kompleksnejših umetnikov, ki bi ga lahko primerjali tudi z vrhunskimi avtorji svetovnega formata, zato bi naredili krivico, če bi katerokoli izmed njegovih del izpostavili kot najboljše. Razstava je odlična, tudi ideja samega koncepta te razstave se mi zdi perfektna, upam, da bojo nadaljevali in tudi, da se bojo drugi grafiki res pridružili tej zbirki. To je tisto, kar nekaj je vredno, pa ostane. Zato še toliko večje čestitke pobudnikom, avtorjem, donatorjem. Razstava bo na ogled do 22. februarja. V sklopu letošnjega jubilejnega 60. kurentovanja na Ptuju bo že uvodni dan na dvorišču Minoritskega samostana potekala tradicionalna 15. dobrodelna Lions obariada. Gre za največji družabno-karnevalski in kulinarični dogodek v najstarejšem slovenskem mestu, ki z zbranimi sredstvi pomaga tistim, ki to pomoč najbolj potrebujejo. Obariada, humanitarni dogodek, ki se vsako leto zgodi v času kurentovanja, zadnje leta na dvorišče Minoritskega samostana privabi več kot 5000 obiskovalcev, ki s tem, ko darujejo tudi po 1 evro na vsaki stojnici, pomagajo mnogim. Nekako je sam začetek že bil zamišljen, kako spraviti večjo maso skupaj.
ker če dobro pogledamo v detalj, mi tukaj zbiramo po 1 evro, po 2 evra in moramo računati na maso, kar nam je v povezavi z začetkom karnevala že takoj zagotovilo določeno število obiskovalcev. Novost letošnjega dogodka je dodaten kotel, v katerem bodo obaro pripravljali lajonci iz vse države, s čimer bodo razdelili dodatnih 800, skupaj pa več kot 5000 obrokov različnih obar. Osnovna nota obrijada je kuhanje obare in delitev te obare, potem brezplačna delitev te obare med vse obiskovalce. Glede na zelo velik odziv, ki smo ga prejeli na naša povabila, smo se odločili, da letos vključimo še dodatno en večji kotel, tako da bomo pripravili skupaj z vsemi sodelujočimi ekipami in pa z vsemi našimi člani in pa člani iz ostalih klubov Slovenije okrog 5000 obrokov, ki jih bomo razdelili med vse obiskovalce. In seveda ob dobri obari tudi pa še dober špricer s haložanom, tako da tudi to bodo vsi obiskovalci prejeli v zameno za to, da pač donirajo na vsaki stojnici in s tem pomagajo tistim, ki so pomoči potrebni. Tako je obrijada postala dogodek, ki združi tiste, ki želijo pomagati, kot tudi tiste, ki se želijo družiti. Vsak klub, vsaka akcija, majhna ali velika, je guvernerju v izreden ponos. Seveda, večja akcija ima pa večji doseg ljudi, večji učinek pomoči in je zagotovo tudi vredna tega, da guverner še posebej podpre tako akcijo. Moram pa povedati, da podpiram vse akcije in sem ponosna na vse naše lajone. Je pa res to največja akcija, ki je tudi najbolj poznana, ne samo kot humanitarna, ampak tudi nekako za promocijo lajonizma. Ta največji humanitarni dogodek v najstarejšem slovenskem mestu je v teh 15 letih rasel tako po obsegu akcije, kot tudi po višini zbranih sredstev, kar jim je omogočilo, da so se lahko lotili večjih projektov in večjih donacij tistim, ki so te pomoči res potrebni. Pomagali so mnogim, izvedli ogromno projektov, osnovni namen pa je tako pomagati tistim, ki to res rabijo. Zveza mariborskih športnih društev Branik bo letos z vrsto različnih, predvsem športno obarvanih dogodkov obeležila 120 let delovanja. Ob tem njeni predstavniki s ponosom povedo, da gre za prvo slovensko športno društvo v Mariboru, ki je pomembno vplivalo na razvoj športa ne le v tem mestu, ampak v vsej državi. Zveza mariborskih športnih društev Branik ima svojo 120-letnico obstoja v zgodovini slovenskega športa eno najdaljših tradicij in s tem zagotovo posebno mesto. Branik ni samo prvo slovensko društvo, temveč je bil v Mariboru tudi nosilec športnega, kulturnega in za Slovence naprednega, narodnostnega, obrambnega in ozaveščujočega delovanja vse od svojega nastanka davnega leta 1900. Številni uspehi športnic in športnikov Branika so uspehi mariborskega in slovenskega športa ter istočasen del zgodovine slovenskega športa. Zveza mariborskih športnih društev Branik ima svojo 120-letnico obstoja v zgodovini slovenskega športa, eno najdaljših tradicij in s tem prav gotovo posebno mesto. Branik ni samo prvo slovensko društvo, temveč je bil v Mariboru tudi nosilec športnega, kulturnega in za Slovence naprednega, narodnostnega, obrambnega in ozaveščujočega delovanja vse od svojega nastanka davnega leta 1900. Ob praznovanju visokega jubileja gre spomin predvsem tistim, ki so s svojim delom in prizadevanjem prispevali k njegovem uspešnem delu. Zveza športnih društev Branik ima pomembno vlogo še danes, po vseh teh 120 letih obstoja. Sam namen te 120. obletnice oziroma dogodka je seveda, da obeležimo to naše res dolgo delovanje. Še enkrat treba poudariti, smo najstarejše slovensko športno društvo v Mariboru in naš slogan Branik mariborskega športa ni zaman. Bili smo branik pred Prvo svetovno vojno, med obema vojnama, med samo drugo svetovno vojno, čemur priča tudi pomenik s padlim borcem pred Langerjevo vilo, po drugi svetovni vojni v vseh burnih spremembah in mislim, da tudi danes smo zelo potreben branik mariborskega športa. Z vrsto dogodkov, ki jih načrtujejo v letošnjem letu, se želijo spomniti večjih mejnikov v zgodovini zveze in vseh posameznikov, ki so odločilno prispevali k temu. Z njimi bodo poskušali tudi pokazati, kako neločljivo povezana sta šport in mesto Maribor. Eden osrednjih dogodkov obeležitve 120-letnice bo tudi priprava posebne fotografske razstave.
Kot uvod v to razstavo, večjo razstavo, ki bo septembra letos pri nas v muzeju, je bila fotografska razstava, o kateri je Klemen govoril, in takrat smo se tudi mi kot muzej vključili v zgodbo, ki jo pelje današnja Zveza športnih društev Branik. Ob tej priložnosti bi rada povedala, mislim, da je to prvič javna informacija, da smo v letošnjem letu od Zveze športnih društev Branik prejeli celoten arhiv, torej zdaj mi v muzeju opravljamo z preteklostjo Zveze športnih društev, za kar se vam posebej zahvaljujem ob tej priložnosti. To je resnično velika pridobitev za sam muzej, velika dopolnitev naših zbirk in kot dobrodošlo, zelo dobrodošlo gradivo za pripravo razstave. Čestitke častitljivi obletnici športnega društva Branik je izrekel tudi olimpijec Miro Cerar, ki se je spomnil, kako je klub postavil smernice športu v širšem slovenskem območju, ne samo na Štajerskem. Dejansko je se usidralo v zelo bogat mozaik bogate naše športne preteklosti in mislim, da v tistem času, ko je bilo ravno omenjena beseda prostovoljc, je izjemno pomembno, da tudi to poudarimo in omenimo, da tisti čas je bil dejansko čas prostovoljcev, entuzijastov in ti so pravzaprav postavili temelje tega športnega delovanja na tem področju kot marsikje v Sloveniji. Menim še dan danes, ko smo v času profesionalizacije v športu, da brez prostovoljstva in tega deleža ni mogoče se zamisliti ene kvalitete v športu. V letošnjem letu tako načrtujejo tudi predstavitve posameznih društev, teden odprtih vrat, nadaljevanje festivala športa, nadgradnjo športne šole Branik, koncert na prostem na Pohorju in božični sejem na stadionu Ljudski vrt. Mitja Čander, avtor romana Slepec, je v začetku februarja v svojem rodnem kraju v Hočah predstavil ta roman, za katerega sicer pravi, da ni avtobiografski. Na eni strani knjiga opisuje frustracije, stereotipe in boj za dostojanstvo moškega, ki je v skladu z medicinsko definicijo slep, po drugi strani pa se roman razpre v družbeno in politično dimenzijo. Z naslovom Slepec je avtor želel biti zelo neposreden in s tem tudi jasno opredeliti, o čem knjiga govori. V knjigi je pravzaprav slepota obravnavana na več nivojih. Eden je zelo intimen, osebni nivo, v smislu neke res konkretne fizične oviranosti, ki seveda zaznamuje življenje mojega junaka in seveda tudi mene kot avtorja tega junaka in romana. Drugi nivo slepote je psihološki nivo, nivo zaslepljenosti, torej neke objestnosti, občutka, da smo nekaj več v nekem trenutku. To se marsikomu med nami kdaj pa kdaj v življenju zgodi, dokler seveda ne pademo malo dol. In tretji nivo slepote je seveda ta kolektivni nivo, družbene slepote, ko nenehno govorimo o nekih družbenih vizijah, o nekem razvoju, o napredku, pa pravzaprav bolj ko ne tavamo v megli. Avtor se skozi pisano besedo poigrava z lastno oviranostjo, kot je sam poimenoval svojo slabovidnost, je raziskoval tudi vlogo raziskovalcev v slovenski družbi, ki se je po njegovem v 3 desetletjih predvsem spremenila. Govore je tudi o pojmu Evropske prestolnice kulture, v katero je bil Čander neposredno vpet. Sam si želi, da bi bralci, potem ko preberejo njegovo knjigo, na bolj sproščen način dojeli slepoto, invalidnost, oviranost in slabovidnost, to percepcijo tovrstnih ljudi, kar je tudi temeljno sporočilo knjige. Mislim, da bo ljudi zanimalo, kakšno je realno politično življenje. En prijatelj, kolega, ki je bil nekoč visok politik, mi je rekel, veš kaj, Mitja, se bi bilo vse skupaj satira. Sicer knjiga žanje dobre odmeve, dočakali so drugi natis. Predstavitve v rojstnem kraju pa je bil Čander še posebej vesel. Domačini so se odzvali in ga prišli poslušati. Zato sem danes tukaj, da to malo več zvem in da potem si jo nabavim. Pa vendarle, kaj pričakujete od njega? Ja, zelo zanimivo. Zelo zanimivo o njegovem otroštvu, o njegovem življenju, o teh stvarih. Ne, nisem še prišel na vrsto. Pa kaj pričakujete od njega? Bom videl, ne vem. Par strani nisem uspela, ker sem sinu kupila za darilo za novo leto, pa je najprej on bral. Drugače pa sta, ko sta bila otroka, sta se skupaj igrala. Ja. In kako vse tistih nekaj strani, ki ste jih uspeli prebrati, kako vam je všeč?
Zanimivo. Samo pravi hčerka ide, ker je zanimivo, ona pa se je ravno službe prišla, pa ni mogla, ja. Pa kaj pričakujete od domačina Mitje Čandra? Kaj mislite, da je? Ja, nekaj lepega, ker je tak invalid pa to, ne, in da je sigurno, da bo uspešno še komu kaj, da bomo povedal. Mislim, da si bo prebral, da bo še kjer ga pritegnil, kaj ne. Mislim, da bo dobra. Ja, Mitja je bil vedno globok, že od takrat iz osnovne šole, ko je že od ne vem katerega razreda naprej sodeloval tu, pa je vedno imel že globoke misli o kulturi in o vsem. Tak bo verjetno tudi danes. Jaz mislim, čeprav pravi, da to ni autobiografija, ampak bo veliko njega v knjigi. Kot so pa že kritiki napovedali, je Čander po svojih esejističnih knjigah in zapisih o književnosti slepcem izpisal svoje prvo povsem leposlovno delo, roman, ki ga je mogoče brati na različne načine. Poglejmo še, kaj se te dni dogaja v naših krajih. V petek in v soboto sledijo informativni dnevi na srednjih šolah in fakultetah. V petek je tudi Valentinovo, zato se lahko odpravite v Selnico ob Dravi na Valentinov koncert glasbene sekcije Marušeki ob 19. v Hramu kulture Arnolda Tovornika. V soboto 15. februarja pa se na Ptuju prične 60. korentovanje s predajo mestne oblasti, na dvorišču Minoritskega samostana pa bo že 15. obredjada, po ulicah Ptuja pa medtem etno povorka. Toliko zaenkrat, spremljate nas tudi na portalih lokalec.si in mbreport.si. Lep večer vam želim in nasvidenje.